Da, zima je čas, ko prodaja res ni največja, je pa ključni čas za dogovore za bodočo sezono. Vsi največji sejmi potekajo v zimskem oziroma pozno jesenskem času in na teh sejmih se pač z distributerji dogovarjajo količine. Na podlagi teh ti lahko planiraš svojo proizvodnjo. Tako da ja, v bistvu je ključni čas, ko zgleda, da se nič ne dogaja, ampak se kar precej dogaja. Podjetje Remigo je koristilo kar 3 produkte Slovenskega podjetniškega sklada, za kar smo Sloveniji in pa seveda tudi skladu zelo hvaležni. Brez te podpore verjetno ne bi bili, kjer smo, če bi sploh kjerkoli bili. Tako da pač najprej smo dobili ta produkt za začetnike v podjetniškem svetu, to je P2. Potem naslednje leto še SK75, ker namreč smo v dejavnosti pač proizvodnje dobrin oziroma hardvera, kjer so potrebne investicije bistveno višje kot pri softveru, ker sam razvoj traja dlje in tudi potem proizvodnja zahteva bistveno več investicij v predpripravo v smislu organizacije delovnih procesov, nabave orodij in strojev, nabave materiala potrebnega. Tako da brez podpore Slovenskega podjetniškega sklada zagotovo ne bi uspeli narediti teh prvih korakov, ker kot rečeno, dokler nimaš vsaj malo odziva s trga, te pravi podjetniki ne bodo, te investitorji ne bodo jemali resno, tega pa pač ne moreš narediti, če nisi sposoben vsaj prototipov izdelati. Za izdelavo prototipov pač ja, smo pa zelo koristno uporabili sredstva države. Nedavno tega je res, da je naš zasebni investitor od sklada odkupil skladov delež. Namreč zadnjem letu in pol smo s pridom koristili produkt sklada SISK, kot tudi zadnji skladov produkt. In s pomočjo tega smo iz manufakture lahko prišli na malo serijsko proizvodnjo in sfinancirali in naredili teh prvih 500 kosov, ki smo jih tudi že uspešno prodali. Zdaj pri teh skladovih produktih se mi zdi produkt SISK najboljši, predvsem zato, ker omogoča večje investicije, ker za resen preboj, seveda z investicijami v reda velikosti do 100.000 evrov nima smisla. Tako da smo bili zadnji prejemniki produkta SISK, ampak smo ga s pridom izkoristili in kot rečeno nam je v tem letu in pol omogočil v bistvu prehod na naslednji kvalitativni nivo. Sedaj pač za serijo A, ki jo bomo pač naredili izključno zasebnimi oziroma zasebnim investitorjem, bomo pač pripeljali izdelek do stopnje industrializacije. Hkrati tudi že razmišljamo o mogoče dodatni lokaciji za proizvajanje, vendar zaenkrat bomo še proizvajali večinoma tukaj, ker pač moramo s tem zagotoviti boljšo kakovost, sledljivost in pa zanesljivost izdelka. In to v bistvu je še zmeraj Slovenija kar dobra. Da, imamo izkušnje z obojim, s tem, da bistveno bolj imamo radi angele oziroma kapital angelov, ker se pri angelih gre večkrat tudi za razumevanje posla oziroma za to, da angel tudi sam nekako vpleten v posel, v katerem deluješ.
Pri skladih tveganega kapitala gre pa izključno za finančno operacijo, skratka, v določenem času, ki si dogovoril, pač se pričakuje taka in taka realizacija, in pri vsem tem je še ena pomembna razlika, in to je ta, da pri skladih je treba bistveno več poročanja in bistveno več, kako bi rekel, nezaupanja je do mladega podjetja, kot pri nekem angelskem investitorju. Tako da, ja, za vse, ki pač imate to možnost, da izbirate, pač priporočam Angela, ker bo življenje lažje. Torej, glede te mentorske podpore in sploh vse podpore na področju znanja ali pa know-howa, recimo, sem bil sprva zelo skeptičen, potem pa sem postal ravno nasprotno, pravi vernik in velik zagovornik teh programov. Sami smo se udeležili precej te ponudbe. Zamenjali smo 5 mentorjev, ne da ne bili zadovoljni z njimi, ampak smo želeli pač še druga področja pokriti. Med ostalimi izobraževanji pa bi tudi izpostavil tudi jaz, Francoisa, in njegov fundraising bootcamp, ki je dejansko bistveno bolj poglobljen kot ostali programi in hkrati edini, ki te pripravi tudi na te manj prijetne stvari, se pravi, ki te pripravi na udarce pod pas, ki te pripravi, da tudi ti znaš kakšno stvar narediti mimo pravil, ampak predvsem je pa ključno to, da v bistvu v teh parih dneh tega programa lahko dejansko podjetje pripelješ do tega, da je, ne bom rekel pripravljeno za investiranje, ampak pripravljeno za iskanje investicij vsaj. Potem drug program, ki bi ga omenil, pač, ki smo se ga udeležili, ki bo zelo dober, je bil pa Investment Readiness, gre za v bistvu francoski program, ki ga izvaja PricewaterhouseCoopers, in tam gre pa prav za to, v bistvu gre za program, ki je bistveno bolj obsežen v smislu sodelovanja z mentorjem, kjer te pripravijo na pogovore z investitorji, ti pomagajo pri pripravi vseh materialov, ki jih potrebuješ, ker pitch deck je šele začetek, ne. V bistvu moraš razviti cel memorandum, ne, in to je pač nekaj, kar ti mora nekdo pomagati, ker sam pač nimaš tega znanja, oziroma nekdo ga mogoče ima, mi ga nismo imeli. Ja, seveda je, pač to znanje je univerzalno in zato tudi prenosljivo. Seveda ima vsak naslednja faza ima določene specifike, ampak princip je pa pač vedno enak. Skratka, soočen si z posameznikom ali organizacijo, ki si obeta, da bo na podlagi tvoje inovacije nekaj zaslužila. Ne? Zdaj, če pa še ti uspeš zraven nekaj zaslužiti ali pa ne propast, pa še toliko boljše. Ja, vsekakor priporočam podporo Slovenskega podjetniškega sklada, ker kljub temu, da zgleda z pač samo vlogo in potem poročanjem zadeva precej birokratska, vam pa vseeno zagotavljam, da je to eden izmed bolj lahkih virov, ki jih boste dobili, v smislu, da je bistveno manj poročanja in pa zahtev, ki bi bile v nasprotju z pač vašo poslovno potjo oziroma logiko kot strani zasebnih investitorjev. Recimo, sklad nikoli ne bo od podjetnika zahteval, da naredi pivot oziroma da začne delati nekaj drugega, kar je pač pri skladu tveganega kapitala bolj pravilo kot pa izjema, ne.